Kar se tiče ločenega zbiranja odpadkov v Sloveniji, smo bili v mestni občini Maribor pionirji na tem področju. V Snagi so se priključili vseslovenskemu dogodku in organizirali dan odprtih vrat na zbirnem centru Plinarniška, saj se zavedajo, da je možnosti izboljšav na področju ravnanja odpadkov veliko. Dejansko je pobuda od dnevu odprtih vrat prišla skupnosti slovenskih občin in v imenu mestne občine Maribor smo se temu dnevu priključili tudi v Snagi. Zakaj ravno na zbirnem centru? Zaradi tega, ker je zbirni center javna infrastruktura, ki je namenjena ločenemu zbiranju odpadkov, pogosto pa občani na nek način pozabimo, da je zbirni center tista opcija, ki nam ostaja, kadar imamo večje količine različnih odpadkov, ki ne pridejo v poštev v posode, ki jih imamo pred samimi gospodinjstvi, torej pred bloki oziroma hišami. Ob črni posodi za mešane komunalne odpadke je najbolj pogosta rjava za biološke, najdejo pa se še tudi posode za embalažo, papir in steklo. V vsakem gospodinjstvu se še zmeraj najdejo odpadki, ki jih ne moremo razporediti v nobeno od teh posod. Ti odpadki sodijo v Snagine zbirne centre, ki pa jih ne poznajo vsi. Tako da smo se odločili, da naredimo voden ogled zbirnega centra in seveda povemo tudi, zakaj je zbirni center namenjen, koliko jih imamo v Mariboru, kakšni so pogoji predaje odpadkov v zbirne centre in da seveda pogledamo z našimi občani tudi v prihodnost, se pravi, kako bo ravnanje z odpadki v Mariboru izgledalo recimo v perspektivi naslednjih 10 let. V Mariboru ima Snaga 3 zbirne centre, in sicer na Lahovi, Plinarniški in Streliški. Ko na zbirni center pripeljemo odpadke, moramo s seboj imeti odrezek položnice. Nekatere odpadke lahko na zbirnem centru odložimo brezplačno, za nekatere, predvsem nevarnejše, je običajno potrebno plačilo. Sem pridejo tudi odpadki, ki sodijo sicer v posode, ki stojijo pred individualnimi hišami oziroma bloki, ampak recimo večje škatle televizorjev, večji kosi stiroporja. Drugače pa so zbirni centri najbolj obremenjeni z gradbenimi odpadki, z odpadnimi pnevmatikami, z nevarnimi odpadki, kosovnimi odpadki tudi in pa z odpadno električno in elektronsko opremo. Pogosto smo prepričani, da se ločevanje odpadkov spodbuja, saj je tudi to eden od načinov, kako lahko mi kot fizične osebe zmanjšamo negativne učinke, ki jih povzročamo kot vse večji potrošniki, posledično pa tudi vse večji pridelovalci odpadkov, izmed katerih je najbolj opazna rast embalaže. Dejansko ne, da se spodbuja ločevanje odpadkov. Ločevanje odpadkov je po slovenski zakonodaji zakonska obveza vsakega povzročitelja, se pravi vsakega, ki ustvarja odpadke. Tako da vsi moramo to početi, izvajalci javnih služb pa smo tisti, ki dejansko moramo zagotoviti infrastrukturo, ki omogoča takšno zbiranje, ločeno zbiranje odpadkov. Kljub naporom, ki jih na Snagi vlagajo v izobraževanje in ozaveščanje glede ločenega zbiranja odpadkov, se nam v posameznih frakcijah odpadkov še zmeraj postavljajo vprašanja, v katero posodo sodi posamezen odpadek. To učenje bo dolgotrajno, v procesu boljšega ravnanja z odpadki bomo pa še prej v Mariboru ogledali sortirnico komunalnih odpadkov, s katero se bo ravnanje z odpadki v Mariboru dvignilo na naslednjo raven.